Zagotovo je treba dobro premisliti, k temu premisleku povabiti več deležnikov. Ocenjujem, da ni to samo pogovor znotraj koalicije, ampak bi bilo prav, da pristopi in povabi k pogovoru tudi opozicijo. Zagotovo je potrebno poiskati najprej in pregledati rezerve na odhodkovni strani, od tam naprej pa poskušati tudi z raznimi ukrepi na prihodkovni strani izenačiti proračun. To je zahtevno delo in pričakujem od predsednice vlade, od koalicije, da resnično premisli in pripravi celovit predlog, ki bi imel za sabo tudi prepotrebne reforme na različnih področjih in da ocenimo vsi skupaj, če se je še parlament sposoben v tem dobrem letu, ko ga ima v takšni sestavi na razpolago. Znotraj koalicije nekako prihaja do, nasprotovanje znotraj koalicije so zelo močno, predvsem strani državljanske liste, ki odločno nasprotuje dvigu DDV-ja, kot to napoveduje minister Čufar. Menite, da to lahko tudi ogrozi sam obstoj koalicije? To, da je do tega predloga prišlo praktično od petka popoldan do nedelje zvečer, govori o tem, da je bil zopet ta predlog vzet na nek način iz rokava, nepremišljen, neusklajen. Sam sem že predel, da mislim, da bi bilo potrebno umiriti konje, da sede najprej koalicija skupaj, se pogovori, tudi dvig DDV-ja tako nekontroliran in tako na hitro, kot ga predvideva vlada, je zagotovo nespremljiv in bo udaril po žepu marsikoga, tako kot je bil prej davek na nepremičnine nespremljiv za določene ciljne skupine in tudi bi nekatere res neenakomerno v enkratnem znesku dodatno obdavčil. Zato je potrebno ta premislek, mislim, da bo koalicija zmogla ta napor, da bodo najdli rešitev. Resnično pa predlagam, da v tem primeru, ko smo dolžni tudi poslati nacionalni reformni program v Bruselj, odgovoriti na zagate našega proračuna na splošno, ne samo zaradi teh 200 milijonov, si vlada, koalicija najde čas tudi za pogovor z opozicijo in ostalimi deležniki. Vemo, da ne bo enostavnih korakov. Pri teh odločitvah smo pripravljeni sodelovati, žal pa morata biti za to potrebna za pogovor dva. Doslej neke ponudbe v kontekstu sodelovanja še nismo prejeli in zato tudi lahko zgolj opozarjamo na napake, ki jih vlada počne. Iz strani Socialnih demokratov je slišati tudi neposredne pozive predčasnim volitvam. Kako to komentirate? Koalicija se ne okoli tega dogovori. Vsi vemo, da dokler je koalicija enotna in dokler ima 46 glasov v parlamentu in ne želi sama volitev po našem sistemu pravnem, teh volitev ni. Zato je to predvsem vprašanje za koalicijo. Sam sem pa prepričan, da vekolikor misli koalicija in vlada vladati naprej še tako brez koncepta, brez prevzemanja odgovornosti tudi za včasih neprijetne odločitve, je prav, da se čim prej dogovorijo, da enostavno niso več pripravljeni ali sposobni ali pa nezmožni dogovora in da to priznajo in da tudi volivke in volivci izberijo ekipo, ki bo državo bolje vodila kot ta vlada. Kot korak naprej po padlem nepremičninskem davku ponuja minister Čufar tudi opcijo, torej manjšo obdavčitev dela in višjo obdavčitev porabe, torej kljub temu dvig DDV-ja. Kako to komentirate? Predvsem se bo morala koalicija ukvarjati z manjšo javno porabo. Ko bomo uspeli tu doseči nek dogovor, pride na vrsto tudi ta pogovor o tem, katerih davkov je v Sloveniji preveč, katerih premalo. Zagotovo vsi vemo, da je delo v Sloveniji preveč obdavčeno, da je to veliko breme za slovensko gospodarstvo, zniževanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, zato je tu potrebno narediti te korake, hkrati pa imeti v mislih tudi prihodkovno stran, kajti vekolikor odhodkovna stran proračuna, vekolikor bi šli od podsistema do podsistema, poiskali tu procent, 2, 3, 5, drugje podobno, bi lahko del teh razbremenitve naredili tudi na tej osnovi. Ker pa se zavedam, da je tudi javnofinančni premakljaj velik, da zeva ta proračunska luknja, bo najbrž minister na koncu prisiljen tudi v iskanju kombinacije različnih davkov in kot sem že dejal, ocenjujem, da je resnično skrajni čas, da se vzamemo toliko časa, da znamo vsaj sesti skupaj in da bomo o nekem predlogu se skupaj pogovorili preden ga
vlada enostavno objavi in ga da dobesedno v glodanje opoziciji in ljudem. Zadnji ta poizkus, ko je v bistvu od petka popoldne do nedelje zvečer enostavno se odločila, da bo DDV višji, na ta način želi s prstom pokazati predsednica na opozicijo, iskati neke krivce, ni pot, s katero bi to državo rešila, ampak mislim, da samo poglavljamo probleme in na nek način tudi nesposobnost dogovarjanja v naši družbi, kar mislim, da je ključna rak rana v tem trenutku. Kje so še rezerve v javni porabi? Te rezerve so praktično na vseh področjih, potrebno bo skrbno iskati in biti zadovoljen z tudi majhnimi prihranki na različnih področjih. Sam ocenjujem, da je ena ključnih zadev, katere se je potrebno lotiti, deregulacija države, vekolikor bomo procesirali samo takšne davke, ki bodo v ozadju potrebovali vedno več birokracije, toliko časa pač ne bomo mogli zmanjšati zaposlenih. Recimo davek na nepremičnine je bil že zopet eden takšen, ki bi, ne vem, spostavil kup nekih ljudi, ki bi beležili in podobne določene spremembe in to upisovali. Mi moramo zakonodajo poenostaviti, na ta način zmanjšati potrebo po tem birokratskem kadru, priznati, da imamo na marsikaterem področju, pa je to šolstvo, zdravstvo, ki je tudi preohlapne normative, da nimamo določenih, ne vem, košaric zdravstva in resnično je treba tem problemom pogledati v oči in tudi spregovoriti o problemih, ki so se kopičili skozi desetletja. Ne vem, na področju šolstva imamo še vedno ta paradoks, da se letno vpiše toliko ljudi na fakultete, kot je populacija mladih v Sloveniji, okoli 20 000. Tudi nekje s tem je očitno nekaj narobe. Ugotovimo, kaj je, omejimo vpise, vpisujemo tam, kjer bodo ljudje imeli tudi zaposlitve, kjer se bo ustvarjala nova vrednost. In zato je potreben napor, temeljito delo, analiza stanja. Drug naslednji korak, ki pa mislim, da je nujno potreben, je pa se v skladu s principom subsidiarnosti odločiti in celo vrsto pristojnosti, ki se danes odvijajo na ministrstvih, prenesti na nižji nivo. Ali so to občine, ali so to medobčinske povezave in na tem nivoju bližji ljudem poenostaviti te storitve in na nek način tudi poceniti, predvsem pa narediti učinkovitejšo uporabo teh sredstev. Iz vlastnih izkušenj lahko mirno rečem, da je poraba denarja na nižjem nivoju, se pravi na nivoju lokalne skupnosti, občin, bistveno bolj racionalna, bistveno večji nadzor nad tem denarjem, ljudje ti gledajo pod prste, tu na ministrstvih pa se mnogokrat zadeva že enostavno razgubi, da pa ne govorimo o teh paradržavnih institucijah, v katerih pa praktično ni več pravega nadzora. Tako da celo vrste ukrepov, ne da se to narediti preko noči na en mah, ampak enostavno da je treba sistematično in celovito lotiti reorganizacije slovenske družbe. Najlepše, hvala.